Lep in prijazen dan želim iz Izole, natančneje s pogledom na te razvaline, ki pa nekoč to niso bile, ampak je bila to znamenita tovarna Rigoni, ki so jo zgradili davnega leta 1881. In takrat je tudi začela delovati in je sodila med ene od najbolj prestižnih in pomembnih izolskih tovarn, ki je dajala kruh domačinom Izole in seveda tudi okoliških krajev. Znana je bila po predelavi slane ribe, nato zelenjave in različnih drugih stvari, ki so bile vezane na predelavo hrane. Bila je tudi ena od najbolj znanih tovarn nekdanje Jugoslavije na področju prehrambene industrije. Ampak to je bilo v rajnki Jugoslaviji. In na to so prišli na oblast znameniti slovenski poslovneži. In tole področje, ki ga vidite tukaj pred seboj, vse to je bila nekoč tovarna, je zdaj del razvalin oziroma praznina, na kateri je parkiranih nekaj vozil. Te razvaline pa tisti, ki pridejo v Izolo, opominjajo, da je nekoč bila Izola res znamenito ribiško mesto. Najbolj znano slovensko ribiško mesto. In kako je tovarna izgledala, ko so jo zgradili, bomo pokazali, ko se premaknemo do predstavitvene table, ki so jo postavili celo tisti, ki jo zdaj prodajajo in to desetletja to področje prodajajo, pri čemer pa občina sploh ne ve, kaj naj bi se tukaj smelo graditi, zato imajo seveda tisti tam sedeči v Ljubljani težave, da bi to prodali nekomu, ki bi tukaj zasnoval neke nove poslovne procese. Pa pojdimo k omenjeni tabli, da vidimo, kako je izgledala takrat tovarna, ko so jo pognali v aktivno delovanje. Da, neč vas nismo zavajali. Natančno tako, kot smo pokazali v prejšnjem kadru, brez komentarja, ker je bil na tabli ta objekt previsok, da bi lahko tudi govorili, ko smo ga predstavili. In danes tukaj izgleda tako. Res, milo rečeno, to je sramota, ki jo žal moramo pripisati novodobnim ustvarjalcem države Slovenije, ki seveda sedaj molčijo in so tiho, ko pridejo v Izolo, pa nišče ne ve, kaj bodo storili na tem področju. Logično, ker država nima pravega koncepta in seveda tudi občina, v kateri se ta razvalina nahaja, ima enake vatle kot tisti, ki sedijo v Ljubljani in ne vejo, kaj bi počeli na tem področju. Tako je pač v Sloveniji. Lepo se imejte, lep dan želimo iz znamenite Izole. Nasvidenje.